The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Pozdravljeni sončki, dobrodošli nazaj, nov kolesarski čvek, danes je z mano zopet Petra. Za nama je kar pester vikend, se pravi tudi za najbrž večino od vas je bilo na Franji, tako da ja, po moje bo danes kar dosti o tem debatirala. Bil je še tale Alpe Rondes, kakorkoli Dauphiné star, tako da še nekaj o temu rekla. Pa Petra se zdaj že pripravlja na My Tour, tako da najbrž bo še mogoče kaj o tem podebatirala. Mi smo dobili klubske puloverje pa majice, tako da jaz sem čisto vesel, ker ful dobro stoji vse gor, tako da vsi, ki ste v klubu in tisti, ki niste, pa bi radi imeli, si lahko pogledate na spletni strani, pa pridete v živo pogledati. Kvaj še kaj tazga novega? Tisti, ki ne veste, na spletni strani imate Rate My Bike sekcijo, ki vsak, ki želi, da se mu oceni kolo, samo uploadate slikco gor in se bo pač lahko tam morate dati checkmark, če hočete, da se oceni na YouTubeu, se pravi tukaj, pa bo še to ocenila. Vsakič, ko nehava snemati, imam še polno stvari, ki sem jih pozabil, pa bi vam jih rad povedal in pol pač zdaj se probam spomniti, če še kaj tazga, ampak greja začeti, pa če ne bom vmes še kaj ruknil. Tako da, in ti spočita? Ja, moram reči, da sem kar v redu. Sploh, kar se, če misliva na včerajšnjo Franjo, sej, tako, ko si rekel, o tem bova najbrž veliko debatirala danes. Bi sam prej še eno stvar, preden začneva debatirati v Franji, ena stvar, ki se nanaša na prejšnji podcast, ko si ti vprašal glede lučk pa radarjev, ne? Ja, si to je. Ja, no, si lahko samo pogledate vse komentarje od spodaj pod tem podcastom na YouTubu in bravo. Skratka, Petra je končno vesela, ker se večina strinjate z njo. Ne gre se strinjajo z mano, ker moram reči, da so imeli nekateri še boljš argument, kakor jaz in pač sej, brez besed. Moj argument ni bil, da se varije ne uporablja. Tvoj argument je bil edini to, da te moč, za kva gre, ti kaže na števcu, kdaj gre avto mimo tebe. Ja, pač to imaš možnost videti. Ampak ne, moj argument je bil, da če bi bili bolj pozorni na to, kaj se dogaja na cesti, pa manj na števc, bi bilo boljše. Ni res. Ne, ni res. Saj so ti lepo ljudje to povedali. Saj nisi ti, saj ne gledaš v števc not. Jaz nikoli ne gledam, kdaj gledaš v števc. Samo, kad se cingla ting, okay, sem pozorna. Greva naprej. Ja. Ti pa s svojimi slušalkami v ušes si pa ful pozoren, ne? Pa ne zanima me, če se sliš ven čez tiste slušalke nekje, čez možgane, še vsem slišaš avto, ampak že nisi skoncentriran na cesto, če poslušaš nek podcast ali pa neko znanstveno stvar, poslušaš na slušalkah, ko se vozaš, ajde musko še eventuelno, da si mogoče, ampak nekateri baje poslušajo na teh slušalkah vse živo med tem, ko se vozijo na kolesu in potem nisi skoncentriran. In to isto, kot sem rekla, v avtu, telefon, začneš neko debato, nisi skoncentriran več na cesto, pa če imaš 100 prostoročnih. Ampak ok, to smo imeli že danes debato in bravo vsi, ki ste lepo mu napisali, Anžetu razložili in super. No, to je bil moj uvod. Zdaj pa lahko greva na Franjo. Ding, ding, ding. No, meni je bilo včeraj, tako kot sem že 100-krat povedala in to bom še 100-krat povedala, fantastičen. Vse od začetka do konca, vesela sem za vse, ki so prišli. Imeli smo se res luštan, odpeljali smo tako, kot smo se zmenili. Tako da ja, sicer eden je bil, ki je odpadel, ki mogoče ni pričakoval, da bo. Pač to se je zgodilo, malo smo ga zgubili, malo mogoče nismo bili tudi mi pozorni, da ga ni, ampak jaz sem pač nekako imela na očeh predvsem punci, tudi nisem želela glih, da odpadeta in sem na ta vrhniški klanc bolj imela dve na očeh, nisem vseh mogla gledati, tudi Mersa, da sem zgubila vmes. Nismo se mogli res vsi iskati in se gledati, kje je kdo, kje ni kdo. Moram reči, da smo kar dobro imeli tempo na vrhniški klanc, kar sem tudi pogledala po vatih. Jaz sem bila kar na momente krepko čez svoj FTP. Tako da smo ga kar dobro zastavili in pač pol tudi verjamem. Kdo pa je?
nekdo, ki ne ve, kaj bi. Ne, nekdo, ki je videl, da snemava, pa je. Pa je šel. Ja, najbrž že pozna. Možno, da je kakšen tlele. Okay. In v glavnem smo pač zgubili in mislim, da pač ni to zdaj tako grozna stvar. Zgubili smo pač tam na tem delu, kjer sem pač pričakovala, da se bo naredila med nami neka tisti, ki mogoče nam je zdržala res selekcija že na vrhniškem klancu in tudi pol naprej, kukor smo kar lepo se pelali z enim lepim tempom, bi najverjetneje te trije, ki so ostali odzadaj, mogoče zelo težko zdržali z nami. Ampak ja, tako se je pač zgodilo. Večina nas je ostala skupaj, odpeljali smo zelo lepo traso, lep maraton, tudi pohvale od ostalih, ki so nas opazovali, ki so se nam preklapljali, nas podbujali, ogromno navijačev je navijali za Velo, za tudi tebe, Anže, Čerin in vse te spodbude je bilo res fenomenalno, tako kot je vedno na Franji, v Logatcu, Plehmuska, v Cerknem, mislim res, pač nimaš kaj za reči, Gorenja vas, Škofja Loka, to so bili te večji kraji, kjer je bilo res ogromno navijačev, tudi drugi kraji so manjši bili, kjer je bilo ogromno ljudi ob cesti. Postojanke, spet kot vedno pripravljene, opremljene z vsem na Kladju, jaz sem se tam ustavila, no, ker smo se vsi ustavili, tudi klanc, nekako nismo glih imeli nekega šprinta na klanc in gor je bilo fantastično, mrzla voda, mrzla pijača, tako da meni je bilo vse, nimam kaj pripomb. Ja, pač nazaj iz spusti skladi smo se tudi lepo odpeljali, ker ga tudi mislim, da se drugače ni dal glede na stanje na cesti. Potem smo pa malo stopnjevali, ja, tako kar sem pričakoval. Že je dvakrat naredil dva svoja sicer skoka, tako da smo ga mogli malo zabremzati. Ja, je bil, no. Sej lahko se pogledaš, no, jaz lahko gledam, jaz sem gledala danes te svoje, malo čistko sva z Mersadom zjutraj pri kavi gledala in se vidi točno te pulzi, kako so šli od, recimo bomo rekli, od nekje Gorenje vasi, pa potem tam pri Škofji Loki smo te malo mogli zabremzati, ker če ne bi se razpadla naša skupina čist in ampak vse pol si se malo umiril, pa je bilo v redu. Ampak sej poeten... Pol je bilo dobro, ker je bil kontraveter tam pri Vodicah in tun, ki je bil spredi, jaz pa Simon, ki so bila spredi, so obračala kar orang, uni zadnji ste se pa po moje bolj ne svalkali. To verjamem, se tako je bilo tudi kar en del, ne, v bistvu praktično do Idrije tudi na ta način, ampak sej je tudi fajn, da si potegnil na določenih delih, ker smo s tem tudi malo naredili pol selekcije, da nismo bili glih kar v enem momentu od Gorenje vasi naprej, po moje nas je bilo 300 v skupini in je bilo čisto fajn, da so se te skupine malo razbile. Jaz bi rad pohvalil še tele fante, kva je Magnet. Kva so bili te, ki so nas prehteli? Grmada. Jaz pa najdu ti zdaj Magnet. Ja, Grmada so bili nasplošno fantastični, ja. Tudi z njimi smo si kar pomagali. Cel cajt so bili spredi do Idrije, jaz sem šel na spustu naprej, pa jih je bilo par za mano, tako da smo polovili še ne vem koliko grup pol tam od Idrije do Cerknega, mislim do Kladja. Ja, do Cerknega. Tam sem še res lahko, res na easy gor in tako da hvala fantje, mislim, da smo se tam, je bilo meni tako, ja, mi je bilo ful fajn voziti, ker po en strani letel, mal sem trpel in pol na Kladje sem tako šel lahko res tako v easy tempo, so me vsi prehtevali, sem mal gledal kakšne položaje ima kdo in sem se spomnil ene punce s Pinarelotom, mogoče glih zaradi bajka, čist stegnena, tako je bila na kolesu gor. Jaz sem rekel, kako ti lahko le voziš vsaka čas, ker to je bil tak položaj, da bi gledal, ne vem, une katerkajo iz 95. leta. Pač čist, jaz sem kar tako, kva? Ja, sej sem videla, vem kjero. Pa ni bila toliko, mislim, ja, je bila suha, no, ampak ne bi pa rekel zdaj, da ima, ne vem, 50 kil. Pač ni bila toliko suha katina. A ja, ne, pa druga. Pa ena druga. Ja, pa kar ampak jih je bilo veliko, ja, z različnimi... Tako da je bilo kar, vidiš, kar svaštakle. Par jih je bilo takih, ja, pač se vidi, da smo mi štartali čist zadnji, ne. In pač pol imaš kakšne take noter v skupini, ki ga sam hočeš prehteti. Simonom, ki so se pogovarjali, tako večji del tam od
proti Godoviču, pač je bil en pred nama, ker sem sam rekel, to mora iti mem. In sem šel sam pred njega, pa se noter mu urinil, zato ker pač nisem hotel, da je tak človek pred mano. No, sej je bilo nekaj takih, tako teh izgledov, to imam tudi jaz malo, sem si zabeležila. Ene par je bilo takih kolesarjev, kjer pač mi smo naredili en svoj vlak in smo se res lepo pelali. Jaz moram tudi reči, da od zadaj, ker tako je Mirsad dal navodila in me tudi pohvalil včeraj, je rekel, napizdevi vse okoli, sam ne naših, ne, in tega sem se res držala. Nisem jih tudi veliko napizdevala okoli, ampak ene par sem jih pa, ker enostavno, tako kot si rekel, nisem želela, da se vklopijo v naš vlak noter določeni, kjer se je videl, da se res ne znajo voziti. Ker ene par takih, moram reči, da v tem delu, kjer smo se mi vozili, bom kar povedala, z znamko so bili Kolektorjevi kolesarji in dejte pač naučiti svoje fante, pošljite jih nam na rundo, da vas naučimo se voziti v skupini, ker moram reči, da glede na to, da nosiš dres nekoga, je tudi treba ta dres zastopati in je bilo kar neki fantov, moških gospodov, ki so se res vozili katastrofalno, nas izsiljevali, rinali med kolesa, delali elastike in tako dalje, tako da pač, ja, vem, da ima Kolektor kar veliko kolesarsko sekcijo in mogoče bi bilo smiselno, da jih naučijo se voziti v skupini. Ker vem pa, da imajo tudi kolesarje, ki se znajo voziti v skupini, tako da pa vreden so še. Ja, poimensko sicer ne vem pol, da eden je bil številko 401, on je bil en izmed glavnih, ki je zelo dober vozil, sam je bil pa nek tujc. Sem vedel, ko smo šli tam od Idrije naprej. Pa tako, da bi pa tako kaj rekel, vem, da sem enega mal pod rebra, že na začetku, ko je tako bil mal mi, kaj drugega pa... Malo se je treba zboriti, je pa res, da se... Na srečo sem jaz tako široka, da se bežijo stran. Ne, čeprav moram pa reči, da jaz sem zdaj v zadnjih letih vozila kratko Franjo. Dolgo sem samo enkrat, leta 2019. In moram reči, da se pozna, da na dolgi Franji so vse en kolesari izkušenejši, večina. Moram reči, da prav res tistih takih, ki jih na mali Franji vidiš, takih res ni bilo. Da bi bili res uni, že po izgledu ga vidiš, kako je oblečen s kolesom, kakšnim. Dobro, klej je bil celo eden tudi s Supergam na kolesu, ker sem mu videl, da je trpel ves čas in se je res matru voziti in on je bil eden zelo nevarnih, vozil je ves čas noter v menjalnike, v kolesa je rinil in to se je tudi, mi smo se vozili po dva in je v bistvu s tem tudi nam delo elastika od zadaj. Ampak drugače načeloma takih je na mali Franji nešteto in tudi tukaj ni bilo niti enega, nisem videla zravno balanco, niti enega s kakšnim gorcem, s kakšnimi poniji in z ne vem, s kakšnimi rekviziti vse, ki pridejo na mali Franji tudi. Tako da to iz tega vidika je mogoče velika Franja bolj varna iz izkušenosti kolesarjev. Žal, tako kot se bere in sliši in tudi o tem mora povedati, je bilo veliko pacov, sploh na mali Franji in to že na poti do Horjula. Tudi kar nekaj resnejših pacov, tako da upam, da jih ni bilo to nič več kot ponavadi, da smo samo pač slišali, da jih je bilo več, pa čeprav tisti, ki hodijo na Franjo že leta in leta, so rekli, da jih je bilo kar veliko. Ja, veš, jaz sem imel pa čist kontrafeeling, ne. Ne, na naši pa ne, se pravim, da tukaj na veliki smo imeli tist en edini, ki je bil... Na Brezovci je bil eden, na konc Brezovce, tam, ki je uno, ne vem, ki so oni v točki gor. Tisti je bil zelo tak, ki so se kar pobrali hitro pa šli. Ja, pol tam, ki smo videli Rašivca, je padel ta, ki je bil tudi Marek, na naši rundi, sicer mi ni točno vedel povedati, kaj se je zgodilo, ampak ja, on njega je samo malo uplaznal, no. Tako da on ni prav oran, ki je pol tudi lovil naprej. Ta s Kenjanom. Če se to ful dobro pele. Marko Razpet. Ja. Aha. Tako da tukaj je bil pač ta neko... To je bila ena grupa pred nami. Ja. Ker sem pol gledala... Ne, oni so mogli biti neki pred nami. Sem gledala ta posnetek iz Planet TV-ja, ki se kaže, v bistvu je tako bilo, so imeli štiman, da je bila sprednja kamera, je snemala te sprednjo ekipo, potem je bila ena kamera, ker so mogli biti tik pred nami, no, je snemala od ozadij to skupino, kjer je ta padel. Ja. In potem smo bili mi, je bila tvoja kamera kot iz
iz skupine ven, posnet. In je zelo dobro narejen, zelo veliko se menja. Zdaj tisti, ki so rekli, da nas sploh niso videli, nas niso mogli videti, ker smo veliko snemani v ritu v bistvu. Zelo lep je en posnetek, se vozimo na klanc vrhniški in smo spredi vse punce in je zelo dober posnetek, kar veliko lepih posnetkov. Nas, pa tudi skupine celotne, kjer smo se vozili. Tako da ta skupina ni bila veliko pred nami. Saj si videl, da je potem šel rešilca. Da je že minuto je meni že veliko. No, ja, ni bila. Ampak to je bila ena večja skupina pred nami. Po moje so bili ene 3 minute pred nami. No. Rečemo, si videl, da je rešilc šele šibal, ko smo mi prihajali. V prvi skupini, to je bila po moje pač ta prva skupina. Mi, ko smo se tam, ko smo šli mimo njih, so se rečemo ta prvi že začeli spuščati dol v Idrijo. Saj tako, ko sem jaz gledal po... Ja, no sej skupin je bilo verjetno še kar nekaj, ampak ta je bila zelo velika. No. In tudi ta skupina, ki jo kaže, malo opazuješ vožnjo, ki iz motorja od ozadij jih snemajo, so se čisto drugače vozili kot naša skupina. Mi smo bili res tudi naša skupina, imamo lep vlak narejen, lepo se pelamo, kle so bili pa čez celo cesto razpeljani in veliko enega bremzanja in vsega in zato je tudi prišlo do tega paca, kjer so bili na bankini, so se vozili čisto po robu, tako da so v travo, potem ljudje čez travo peš hodili pa se pelali. Tako da ja, da se maraton odpeljati zelo lepo, mi smo to mislim, da kar dobro pokazali. Če se organizirate kot družba, da greste skupaj, pa da jaz mislim, da itak, če veste, da nimate nekih ambicij oziroma ne morete biti, ne vem, prvih 100, ki se jih odpele in da boste itak, ne vem, ali boste 100 ali pa 150, mislim, da kle ne igra to vloge, pa če boste 2 minute ali pa 3 minute hitrejši kakor lani ali pa počasnejši, tudi ne bo nič grozen, ampak se je treba bolj vzeti, da je to en dogodek, da je to eno vzdušje. Mene je bilo res všeč. Ful smo se imeli dobro, uživali smo, naražali smo se, tudi potem vzdušje je bil dober, ko smo pokomentirali, podebatirali, se naražali in pod šotorom in potem tukaj. Celo s to vožnjo smo dosegli, da je Urša v kategoriji od 40 do 44 let bila 3. Tako da mislim, da se tudi potem na koncu en lep čas doseči. Štartali smo čisto od zadaj, nič hektično, nič živčno, tako da meni je bilo fantastično. Smo bili na Kladju gor, full dog cajta. Pa še na Kladju smo ustali, mislim, da jaz sem pa gledala po času, da smo bili skoraj 8 minut na Kladju. Če zbleti 8 minut gor, koliko sem bil jaz? Ne, jaz nisem bila 8 minut, jaz sem bila manj, vi ste bili 8 minut, kaj jaz sem... A si moj cajt gledala? Mislim, da Uroš je bil ta prvi. Ti si bil verjetno še prej, gledala sem od imel Jaka. Ja, Jaka je bil po moje 3-4 minute za mano prišel. No, pa verjetno ste bili vi 10 minut gor, ja. No, jaz nisem bila toliko dolg, ampak ja, smo pol preračunali, če se na Kladju ne bi ustavili oziroma šli 2 minuti prej, bi bile še skarben celo druge pa tretje v kategoriji, ampak ja. Pa tudi pol iz Kladja dol smo šli da... res, pa če res je šlo na easy, no. No, se iz Kladja dol se ni dal, tudi ni noben, da nas kaj dosti prehiteval, jaz moram reči, da... Tam bi se dal protegovati. Kje? Iz Kladja dol. Jaz se si videl, kakšen je bilo. Kakšen? Pesek, razbit, pol ceste zaprte. Ne. Ja, vem, no pa nisi mogel, no. Tam bi se dal, Ja, bi se dal. Jaz bi tam užival 300 €. Ja, ne vem, jaz sem upazal tole, ko sem gledala kamero, ko so snemali te prve skupine, te prve najhitrejše, pa ga tudi niso glih dol šli tako na glavo. Ja, valjda, ko so šli na Kladje v smrt. Ja, so potem začeli, ker je ta del Skladja, te prvi ovinki so zoprni. Tako, ko smo tudi mi potem začeli, ne, tudi oni so tam začeli. Tako da smo imeli tudi kar lep čas iz tega dela, če so voden. Sem imela 7. čas, imam od žensk tako na stravi, tako da smo šli kar hitro. Ampak je bilo dobro, meni je bilo lušten, vse je bilo varen. Tudi nisem, sicer moram reči, ja, jaz sem imela na koncu, kjer se zavije na Šmartinko, ta ovink v krožnem zadnji, direkt na Šmartinko se zavije. Pač zdaj ne vem, recimo pri Žalah, ja, da se gospodu lahko upravičen, čeprav glede na to, da je on pripeljal od zadaj za mano, ne vem, če je to glih moja krivda, mene so vedno učili, da moraš tiskaj od zadaj paziti unga od spredi. Jaz sem šla v ovink in sem šla res mogoče preveč po notranji strani in on me je očitno hotel po notranji strani tega ovinka še prehiteti. Hvala Bogu, da ni padel, da ni do ničesar prišlo, tako da lahko bi prišlo pa do paca.
Tako da jaz mislim, da glih v ovink na takem delu, kjer je še par 100 metrov pred ciljem, da to ni glih potreben, da nekdo po notranji strani, kjer je takle rubnik, prehiteva in da bo s tem ne vem kaj dosegel in ne vem kam prišel. Ko si bil na zadnji, ko se sekiraš? Se ne sekiram, mi je pač žal, da če bi padel, a ne. Ampak ja, malo je treba paziti. Nepotrebna zadeva je bila to čist, ampak hvala Bogu, da je bil verjetno dosti izkušen. Če si tam so bili mi da skupne? Ja. Ti je bil tam za mano? Ja. To je bil ta zadnji ovink, ko smo šli, pač se nas je bilo ene... In tudi vozili smo 1-1, tako da nismo bili v neki skupini, to smo šli dejansko po eden, mi smo bili prvih 10, zdaj ne vem, kam je pač hotel jeti, ampak ja. Važno, da ni prišlo do paca. No. Lahko bi pa bilo zelo zoprn, ker bi za sabo potegnilo jih veliko zadnji. Gospod, če smo toliko moči, naslednje let že prej vleč spredi, ja. Kaj patronov strošil. To je bilo pa kar ene par takih, ja, ki bi lahko, ne, pač jaz sem potem tudi ene dva, ki sta šla na Ferengo, pa sta se spet hotela skriti v naš vlak, sem jih poslala kar nazad, se ne, ker ne se odzad pač vozijo, če ne morajo na Ferengi. Pa sodelovati z našim vlakom, potem ni treba, da se vozijo v našem vlaku, ne se vozijo odzadi. Tako da ja, treba je tudi delati polja od spredi. Tako da ste bili kar pridni, ene par, vas je kar dobro delali. Ne, tako Simon je bil delač moram reči, da je Simon je delač najmočnejši bil v tej naši skupini, tudi od tebe. Ja. Ker pa ne mislim ravnino mogoče, ja, tiska ti pretegneš, ampak Simon se je tudi dobro pelil na klanci in vseh in tudi na koncu ni deloval kaj do zmatran. Moram tudi reči, da jaz sem se fantastično počutila. Danes sem preračunala malo, koliko sem pojedla telih hidratov, ko me včeraj Carmen sprašvala, pa nisem čisto točno znala preračunati, ker nisem vsega pojedla, kar sem imela s sabo, ker sem imela več kot je treba, glih zato, če bi mogoče kdo tudi kakšen gel še rabil. In sem pojedla, se pravi, v 4 urah pa pol vožnje skoraj 400 gramov hidratov. Se pravi 90. Dobrih kar 90, ja. Popila sem žal samo 5 bidonov, bi jih z veseljem še 2 več, če bi jih imela kje pa kdaj. Pač ja, 2 bidona sem imela do vrha kladja, vmes sem spila pol litra vode, ker so jo podajali na kladje, tako da sem celo tisto med klancem si vzela čas in spila tisto plastenko vode še do vrha kladja in na vrhu si napolnila 2 nova bidona vode, tako da sem spila v bistvu 5 krat po pol litra tekočine in na koncu prišla dehidrirana v cilj, spila tam ogromen vode, ogromen izotonika. Moram reči, da sem bila včeraj zelo pridna, sem se izogibala tudi piva in to predvsem v luči majtura. Tako da sem spila pol sigurno še do večera, oziroma jaz pa še to lahko povem, da sem šla lulat na štartu, ko smo šli. Mes nisem šla lulat, 4 ure pa 20 smo vozili, prišli smo tja, bili smo 1 uro pa pol pri šotoru, prišli smo v lokal, smo bili pure v lokalu in sem šla jaz šele prvič lulat. Se pravi po 7 urah, scala sem pa oranžen, skoraj rdeč. Tako da sem res spila pol še ne vem koliko litrov vode, da sem šla zjutraj zvečer spat s prozornim urinom in nisem šla niti enkrat po noč lulat. To lahko povem, koliko smo dehidrirani, ker mi je glih eden danes rekel, da je ne vem kaj spil do ne vem kje en bidon, pismo, 2 bidona je imel za celo veliko Franjo in to mi pač ne gre v glavo, ne razumem, kako lahko sploh mene bi ledvica bolela verjetno, že med vožnjo. Ne, to so stara šola kolesarjev. Ja, ne vem. Ala Primožič. Dobro, da jim delajo še organi, ker meni že včeraj niso. Ja. Ne, jaz bi rad sam še pohvalil, hvala vsem za lepe besede, hvala vsem, ki ste pohvalili podcast, predvsem gor na kladje, tudi že na začetku, vas je par šlo mem, tako da ja, to je fajn slišati. Danes sem imel že v trgovini gospoda, ki je tukaj gledal, se pravi v Velotu, je gledal Franjo včeraj zjutraj, pa je prišel zdaj za to mem, tako da gospod Richard, če gledaš to, kar si rekel, da boš pogledal, evo, še to. Prišel je še gospod po tisto modro dogmo danes, je bilo tudi pač vrhunsko vse skupaj, tako da tudi te
upam, da boš zadovoljen, da se v zapelu, pa bomo pol videli. Tako da overall, komplet izkušnja meni je bila the best. Pač itak, to, kar si rekla, kaj enkrat veš, da ne moreš priti več v top 10, se brez veze. Je takole bilo, v bistvu se meni, polkar razmislim, dosti bolj špelat, kakor pa ne vem, meni se je zdel ful nič hektično. Tako, vsi pravijo, koliko je bila drama, pa paziti na pace, ki si zadnji, pa kaj sem kaj. Ne vem, meni se ni zdel, da smo bili kadarkoli tako ogroženi, kakor takrat, ko sem, ne vem, na ta malo Franjo štartil zato, da bom rezultat naredil, ker tam res pač dosti bolj leti tudi že na začetku in dosti bolj je hektično tako, ker si že zmatran, si že prve pol ure si že v filtru. Pa ves čas si ti v enem krču, a bom prišel, a bom naredil ta svoj rezultat, a ga ne bom naredil, ves čas se matraš skozi, vsaj jaz sem vseeno, skačaš tiste skupine, loviš, probaš pridati nekam, kle pa tega enostavno ni danes, zdaj tega ni bilo. Še vedno pa se pravim, še vedno smo pa šli hiter, se smo imeli 36 povprečno na konc. Tako da mislim, pač tako, kot smo rekli, no, en hitrejši, malo močnejši, malo težji velo izlet. Pač mi smo imeli pač to, da nas je bilo veliko in smo lahko naredili v bistvu svojo skupino, svoj vlak. In moram tudi reči, da pač vsi ostali so to nekako večina cenila in spoštovala in so se lepo vozili odzad za nami. Zdaj pač tisti 3-4, ki so se poskušali, smo jih pač malo mogli odstraniti, imeli smo pa tudi take v skupini, ki so se zelo lepo vozili. No. En fant je bil, tukaj ti nisi bil od Idrija do Cerknega, ki je šlo na Ferango in je bil zelo dolg časa na Ferangi, mislim, da stoji s Simonom. Je bil zelo močen, tako da je zelo lepo vozil in je bilo fantastičen, se je pol tu zraven preklopil z nami in se je pol lepo z nami pelil do konca, tako da ni problema bilo. Ja, dobro, imaš še kaj od Franje? Jaz sem edin pač malo šla gledati, mi je zanimiv, glede na to, koliko nas je žensk vedno več na cesti, a ne? Mi je pa zanimiv, da jih pa na Franji pa glih prav po številu pa ni kaj bistveno več prijavljenih. Veš kaj, večinoma se ženske vozite ena po ena, kdaj greste 2-3, ne vozi se jih pa veliko v skupinah. In ker se jih ne vozi veliko v skupinah, je tudi boljš, da ne grejo na maraton, ker bi sam drama naredila. To se strinjam s tabo, da verjeten je tudi to, pa tako hodila sem pač izpovedati kot eno zanimivost. Tako da morajo priti na velo runde, velo izlet, da se naučijo v skupinah voziti in pol bojo šle na maraton. Tako. Predtem pa, pač vsakmu se ne sam ženskam, ampak vsak, ki se začne s kolesom voziti, pa da se ne vozi v skupini in da gre na maraton. To so temperane bombe. Da gre na maraton, to je pač, sam iščete težave in tudi kakšni, ki so, ne vem, se leto začeli kle voziti, ne? Pač jim moraš čim prej povedati, kaj narobe delajo, zato da pač vejo, kaj pač delajo narobe in je to, kakšnih pol pač ni nikoli več. Pač jebi ga, jih ni več sama, ne. Tisti, ki pač to vzamejo dobro namerno, se mi zdi, da vsi dosti lepš znajo voziti in so dosti manj energije porabijo, lepš se vozijo itd. Tako da, jaz mislim, da je to sam plus. Če si pa pač nek ego in te to zaboli, ko te nekdo napizdi, pa jebi ga, pa itak ni za na kolo. Danes sem dobila glih eno vprašanje od enega organizatorja, ene druge dirke. Kako bi po mojem mnenju se lahko izognili nekim padcom na maratonih, ne? To smo se že dostikrat pogovarjali, pa to sem jaz velikokrat razmišljala, ampak tule sploh na koncu dam en odgovor, pač ne moreš se izogniti padcem, da jih ne bi bilo na maratonu Franji ali pa na kakšnem večjem maratonu, da ne bi bilo padcev, to je nemogoče. Včeraj je štartal, po moje, oziroma po teh, kakor ponovač štarta, je to nekaj 2500 ali koliko je to ljudi. 2600. Se pravi, skoraj blizu 3000 ljudi na obeh maratonih. In če zdaj to primerjamo že samo z neko profesionalno dirko, kjer jih 150 pele, pa je skoraj vedno padec in tudi hudi padci so vmes. Pa se vsi znajo pelati, ne. Se pravi, da jaz predvidevam, da je tukaj na nekih takih maratonih procentualno, ne, če jih, ne vem, tam pade 15 od 150, da jih kle verjetno isto, ne, pade 150 od 1500, kar je 10%, ali pa ne vem.
Jaz sem mogoče preveliko številko dala. Ampak saj ni načeloma ponavadi hujših posledic, pa hujših poškodb, so odrgnine, so praskani telesa, se tudi mogoče kdaj se kakšna rebra polomijo, ampak načeloma ni hujših posledic. In kaj zdaj v bistvu ne narediti, bolj je bilo naslednje vprašanje tega organizatorja, kaj pa bi naredili vse en lahko, ne. Mislim, da je tukaj se gre za osveščanje kolesarjev. Na prvem mestu, vsi te maratoni bi mogli na prvem mestu osveščati kolesarje in točno to poudarjati. In jasno, zdaj tukaj se to malo bojijo narediti, ker če bo en maraton rekel, če se ne znate voziti v skupini, če še nikoli niste vozili v skupini, vam podsvetujemo naš maraton. Ja, pol jih bojo zgubili najbrž, 500 prijavljenih, takoj ne. Tako da, ampak bi pa mogli na en lep način, na nek normalno, lepo zadevo, mogoče, eno od takih stvari smo v končni fazi tudi mi, a ne, ampak da bi tudi več, a ne, sej Franja je močna, Rok je močen, BTC je močen, lahko bi naredili pred maratonom Franjo en mesec, dva prej, vsako leto, da bi se več o tem govorili. Glih o temu, ne, da do kakšnih poškodb lahko pride, da kako se tega lahko izognemo, da se treba naučiti voziti v skupini in pa pokazati mogoče to vožnjo v skupini, kako se lahko temu izogneš. Tako da, ja, tudi moram reči, da tudi motoristi, ki so na cesti, bi bili lahko izobraženi, a ne, pa bi mogoče opozarjali določene kolesarje, če bi jih že videli na cesti, da se neki ne voz v redu, pa bi mu rekli, da meni je rekel motorist, ne, pejte bolj desno, a veš, sej prav, ne, sej pravilno, ne vem. Pejte bolj desno, kaj ti to pomaga, ja, da se ne voziš tam po neki bankini, če zapelaš na en rob ali pa zapneš v en robnik, valjda, da bojo oni vsi odzad za tabo popadali, ne, ali pa neko pač, ne vem, pravim samo ideje, kako zmanjšati število padcev na nekem maratonu. Mislim, problem je, ti lahko narediš čisto vse, pa če so ljudje, ki gledajo videe, pa dejansko tega ne sprobajo, pa niso dosti na kolesu, bojo še vedno trdi, ko pridejo v skupino, tako da tebi nobeno zveščanje ne pomaga do tega, če se ljudje ne znajo voziti. In če so preveč živčni, in če so histerični, in če gleda levo desno, in če ne vem kaj dela, tebi nič ne pomaga, če mu ti poveš, glej naprej. Če bo pol še vedno, en je levo, en je dobro, desno. Ampak mogoče eden od 10 bo pa gledal naprej, ker si bo zapomnil, da mora gledati naprej. Ja, sej, sam jaz ti to povem. Tudi če mu poveš, bo še vedno takrat trzul levo, desno. Ja, no, ne vem, jaz še vedno mislim, da pri vsaki stvari je pač neko osveščanje, tista stvar, ki lahko pomaga. Ne rečem, da zaradi tega ne bo noben več padel, ampak mogoče kakšen padec manj pa bi bil zaradi tega. No? Ne, bi bilo treba mogoče pogledati, da na YouTubeu, pa ne vem, v Google, če vpišeš, pa tako, kjere so une. A pa mogoče zdaj lahko folk spodaj napišete, če ste bili udeleženi v padcu, kaj se je zgodil, pa kako mislite, da bi se to lahko preprečili. Ja, to je po moje, pa pol mogoče za naslednje leta, pa že letos mi naredimo kakšen video na to temo. Ker jaz nisem bil nikjer udeležen, niti ne vem. Največkrat vem, da je tisti, če pogleda en dol, spredi zabremzajo, bum, pa je crash. A veš, kakšni taki? Ja, jaz sem bila v padcu in takrat je bil padec, da je pred nami na Kajuhovi en gumo raznesel v tem zoženem delu in on je zabremzal in ker je on, ko mu gumo raznesel zabremzal, se jasno v njega not prelatel in potem je bil pač bam, ker nas je bila cela gora tam noter. In nisi imel kam odvit, ker si bil v tem zoženem delu noter. Na kolesu je tudi dostikrat tako, da je pač odvisno od situacije. Ti si lahko najbolj pameten, vse veš, pa tudi veš, kako se izogniti, ampak so situacije, kjer pač se ne moreš. Ja, no, seveda, jasno. Sej pravim, nekih padcev se da izogniti, nekim se pa pač ne da. Ne. Ja. Sej so tudi ogromno padcev je na spustih, a ne. Sej tam na spustu so pa večinoma ljudje si sami krivi, tam pa res ni ti kriv pred tabo, če si ti, mene tudi tukaj dol v Godovič, sej to je bil tak pač hektičen spust, no, to je edina stvar, ki je bila nekako mogoče taka, ampak ti tudi en pripelu, a ne, po notranji strani mene in jaz sem ga sam gledala, a bo spelu ven in je za las spelu v vink, ker je prišel preveč po noter, a ne, in takih je velik, ne. Pa ajde, jaz sem šel vsak v vink po robu. Dobar, sam ti si malo čuden. Ne, ni šel tako, ne mislim, da greš po robu not, koliko je treba, on je šel v bistvu po robu not, pa je šel na ven, ti greš pa je zunaj not na vink, to je drugo.
Meni je On bilo je kar šel dobro. kontra, kakor Jaz bi komaj mogel čakam, iti. da vidim od Planet TV-ja, upam, da mi bojo poslali posnetek. Ker me Ja, če ne zanima pa v bistvu zatež. samo Ker ta je kar spust me zanima. dobra kamera, ne? To dober Ja. posnetek je. Tako da tisti, ki ste gledali, tisti, ki smo se v skupini vozili, to je bilo na mojem kolesu gor, imate posnetek polha na enih riti z Let's Ride napisom na riti, tako da to je bila To so naša naše ekipa. riti. Ja. Tako da ja, to je to, sem pa gledal, če bo posnetek tudi kaj od spusta, pa ga ni bilo, tako da to mi je malo škoda. Ja. Meni je bilo kar fajn. Ja, se pravi, mogoče ga bojo pa še saj, da ga te pošljajo, da ga boš imel. Ja, lahko sej, pol da za- bi ga zmontiral. da ga daš. noter. Ja, noč, to imamo, kar se Franje tiče. A greva zdaj najprej še na MyTour, pova šla pa na konc pa še Dauphine, pa je to za danes. Prav. MyTour, ti kaj posebenega imaš pripravljenega? Je v bistvu prav neki novo. A ja, dej, čestitke vsem, ki ste dosegali svoj cajt, Grošlu, ki si zmagal, Miran je bil 6., Emeršič mislim, da je bil 4. ali 5., sta skupaj prišla v skupini, tako da evo, čestitke za to. Mislim, da sta Kovačič pa Grošelj skupaj prišla tudi na Kladje gor, ne vem, ker nisem gledal, ampak vsaj mislim. Tako da, nič, Ja, čestitke. Marko je bil hitrejši od njiju. Marko? Emeršič. Kje? Na Kladje. Ne. Ja. Aha. On je imel, v bistvu tam je tiskaj je Bejžu, un Italijan ali kjer Ja. je bil, in potem prvi je bil Marko Emeršič. Ja, sam je ne po cajtu je bil minuto slabši. Ker une dva sta bolj zadnji bila, vsaj kakor sem jaz Ma niso se prav skupaj vzeli oni. Ali pa, sej ne vem. Ni, ker to so bile jaz nisem gledal. potem sekunde razlike. Ne vem, on je... Ne, jaz sem mislil, da so oni ušli že On je prišel po 47 ravnini. sekund za unmu, ona dva sta, un je prišel, en je prišel 45, No, malo saj zmečkem, par Ne sekund so bom bili razlike. komentiral, No. ker nisem, Ja, to sem gledala čas gledal. na Kladje, ki je bil. No. V bistvu imaš intermedije čas, ne, in je čas unga, ki je prišel prvi čas, pa koliko je bil drugi za njemu, tretji za njemu, četrti za njemu. Ja, sem. Koliko so imeli pa čas Kladja, pa ne vem, ampak Ja, jaz ja. spol je Marko po tej logiki kao full prej štartu od njih. Ja, sej, ker se mi zdi, Pa da je šel so sam. bežali spodi že. In pa so bili te zadnji in sta pol na Kladje gor šla. Kot sem jaz gledala, je Bejžu, sta dva bežala, pol je ta sam ustal, ti so bili pa skupaj. No, ne vem. No, ne vem. To sem- Nima to sem veze, gledala, skratka, ja. čestitke vsem. Mi je ful všeč, da sta obe dve zmage ostale v Sloveniji. To se zdaj, mislim, da že nekaj časa ni zgodilo. Ne? Da vsak let je bil tako, ali je bil Italijan, ali je bil Švab, ali je bil, ne vem. Ja, ne Tako vem, da- kako je bilo lani, se ne spomnim. Ampak ja, je lepo, da so Tako da, evo. in malo in veliko. MyTour. Ja, MyTour v bistvu je to soboto. Jaz imam v bistvu kar malo treme pred telim, sploh pred Vršičem. Upam, da mi bo uspel do tam prelest še toliko redu, da bom lahko z enimi Normalnimi. normalnimi... Imela mene skupine, ki te je vlekla do tja. Ja, zdaj glede na to, koliko se jih je prijavil na ta MyTour iz naše te komunitija, se zna zgoditi, da mogoče bom pa celo imela kar lepo skupino. se? Tomaž, Je za Tomaža vem. Ponteli, Okay. Jaka. Aha. Potem so se pa včeraj, skoraj mislim, so rekli 100%, da grejo Simon, Aha. je rekel Boris pa Robi, mislim, da sta rekla. Aha. Okay. Ojo, se pol. To mislim, da če... Mislim, če te bojo čakali. Mislim, da no, tukaj v tej ekipi ne bojo jaz tista, ki me bo treba čakati. Zakaj ne, kdo bo? Se so Ja, ne vem, zdaj le na Franji, kar se je pokazal, mislim, da bi se lepo lahko z njimi pelala. Ne. Ne. Tukaj pa mislim, da nimaš ti šans, Ja, no. da bi se s kom od teh Dobro. prepalala. Mislim, da glede na to, koliko se je treba odpeljati tukaj enega klanca, Ja, sem ti bo že do klanca zaostala. Tam, ko je položen klanc, ti ne moreš toliko močen se voziti v ne 3-4% klanc. je čisto odvisno, kaj bojo oni delali. A se bojo na ferango postavljali pa vlekali, a bodo se od zadaj skrivali. Jaz mislim, da se s temi, ki sem jih zdaj naštela, razen Simonom, ne no, pustimo Simonom, se ne morem, tudi Jaka, če ima ta prav dan, pa če se Tomaž. dobro odpele. No ja, Kaj, Tomaža Tomaž? se edina stvar, ki se bojim, da bo preteral samega sebe.
pa da ga bom na sredi Vršiča ujela. Pa Robi letos tudi leti, Robi ga gre 300 na uro. Ja. Ne, ti Ja, no ne vem, no sej lej bomo videli, no. Lej bomo videli. Tudi mislim, da s Pontelijem sva tam z Borisom, tam. No. Sploh kar se tiče kakšne ravnine, no. Se te že Ne vem, vse bomo, ne, zmenjeni nismo nič. Vse smo rekli, kle smo vsak zase, kle se ne menimo, kle ni nobenega čakanja, ne gremo se nekih skupin. Vsak gre za sebe. Na vrh Vršiča. On bo šel iz Kraljske gor. Ja, se našel sam Mirsa, tih kar nekaj pride navijačev, kar nekaj gledalcev bo, mislim, da tudi naših, smo se že nekaj pogovarjali, pridejo v Kranjsko goro in bodo šli gor iz te strani na Vršič, z nami pogledali, pa se bomo dol spustili, kle bo My Zone. Tako da bomo tam v tej coni, kjer bodo tudi potem te profesionalci imeli cilj in se lahko tudi z njimi verjetno nekako. Si zdaj imela kakšen, se pravi plan, kar se prehrane tiče, pa da bi zdaj za maj tudi še kaj izboljšala? Ne, v bistvu imam plan prehrane ta teden zelo podobno, kot sem ga imela lani, kot prejšnji teden za Franjo. Nič drugače si se v redu počutila zdaj. Ja. Nimam kaj spreminjati. Tudi mislim, da mi jedla čisto isto hrano, kot sem jo jedla prejšnji teden. Tako da, ja, jaz jem skozi pred takimi dirkami, pa tudi jaz jem eno in isto hrano. Tako da tudi drugim pravim vedno, da kadar greš, je fajn jesti tisto, kar poznaš, ne pa da nekaj eksperimentiraš. Ja. In to je to. Tako da nimam kaj se pač dati vse od sebe, tukaj to je pač vse, imam plan nekako odpeljati, kar to lahko odpeljem po najboljših sposobnostih in prijeti na vrh Vršiča zbonkana do konca. Pač to je. Upam samo, da me ne bo prej. Pa ne, kle se mi zdi, da ta glavna stvar, kaj je, moraš do Vršiča priti s čim več energije, pa spodaj čim manj delati. Ja, sej tako imam v planu. Pa čisto odvisen od skupine, v kateri si noter. Ja, kle prav mislim, da me je bolj strah, da bom ostala na koncu sama in sploh imela skupine, da se bom sama vozila in bežala pred metlo. Poveš pa čist počas, pa čakaš, da bo metla me pobrala. Ja, če ni druge. Kle so... Če boš sama tam po uni ravnini, to na Vršič crkneš gor. Ja, tam se pravim, da tam moram ostati nujno z neko skupino in zelo opazovati, da se mi slučajno ne odpelje zadnja skupina naprej. Ja. In tudi, če bo zadnja skupina, ki jo jamam, bo mogla trpeti do podklanca in trpeti pol na klanc. Ja. Ker vseeno je to tako težka trasa, sem se danes pogovarjala z organizatorjem, da imajo prijavljene kar v glavnem dobre kolesarje in ja. Vem. Bomo videli. Imam 2 v group chatu. No, sej pravim, tako da bomo videli, sej nekako človek si mora dati, jaz vedno pravim, da je težje plane, ne vedno ena in istih ali pa lažjih ali pa ne vem kaj, pač mora si dati nek plan. Meni je ful žal, da ne grem peljati tega. Meni je tudi škoda, da ne greš. To sem res hotel odpeljati. Jaz sem mislila, da bo tekmovala. Kaj s tabo tekmovala? No. Pa kje tebe jaz ne vidim že po 5 kilometrih, ja, več v isti skupini. Ti mene ne po 5, jaz pa tebe zadnje 5 zagledam. Toliko počas pa ne morem iti na Vršič, da bi me ti spet ujela. Ne, se pravi, meni je, bomo videli, to mi bo en tak res izziv letos, tako da se ga že veselim po en stran, v drug stran me pa malo. Dobar. Ja, evo, vsi, ki ste šli zdaj na Franjo, pa tiska vam ni ustrezal, zdaj lahko ta teden še kaj spremenite, dodate, sploh glede na to, da bo po vsej verjetnosti spet tako vroče, če ne še bolj, definitivno, da dosti pijete. To je ono ta glavno, če to novte, boste imeli performance dosti slabši, kukor pa če se ustavite, pa 30 sekund do minute tam dofilate, pa greste naprej. Verjemite, da na Vršič gor, če si pečen, če gledamo vaš nek povprečen čas gor, pa pol unga, kako boste, če ste pečeni, verjemite meni, da lahko kasirate, če je ful dober cajt okrog, rečemo 45-50 minut gor, lahko kasirate tudi 20-30 minut na ta cajt, če ste pečeni. Pa da je vaš najboljši cajt 45-50 minut, ker sem že vozil Vršič
In takrat, ko je bilo najbolj vroče, smo šli gor. Mislim, da sem imel ta najbolj cajt iz te strani, ne vem, jaz imam v glavi 48 minut pa neki, ali pa okrog 50 minut, kle neki. No, takrat, ko sem bil pečen, sem furu gor, pa sem prve 2 kilometra ful dobro odpeljal, pa me je pač izabil. In sem se vozil gor 1 uro 18, imam zdaj v glavi. Ne vem, kaj je bilo že toliko cajta nazaj, ampak ja. Tako da... Ja. Iz te strani Vršič, sploh tisti, ki ste še malo težji, če ste pečeni gor, to obračaš, pač ja. Pri meni vat na kilo je to, ne vem, če je 2. Toliko sem jaz obral. Jaz nisem samo... Koliko smo včeraj največje vate imel, kaj si gledal? Ne. A veš, da sploh nisem pogledal. Niti nisem pogledal, koliko kalorij sem pokuril, po moje tam od 3,5 do 4,000 nekje. Pa tudi ni bilo šprintov, ni bilo takih stvari, da bi ti rekel, da se je pa zdaj full max vat, ampak če pa gledam, koliko časa se je neki vrtel, sem bo po moje, ne vem, 450, par minut sem zihar vrtel. Pa največ sem po moje iz Godoviča do Idrije. Sem imela 680 vatov. Ja, max. In to je parkrat... To je tam bilo Škofje Loke, tam, ko ste imeli tiste svoje skoke, sem mogla zraven parkrat. Pa ni bil skok, jaz sem prišel sam naprej. Jaz sem konstantno lepo vrtel, jaz nisem imel, da sem šel na 800, pa je šlo dol. Jaz sem šel pač skozi je šlo, sam fora je, da ko greš v vink, se avtomatsko naredi elastika, se pravi, če gre en bolj levo in pol vsi zaostanejo in pol mora vsak šprintati naprej. Sej zato so tudi krožni problematični, ka en zabremza mal spredi, zato da bo varno odpeljal, unika so pa spredi pa samo odfura, ne. In pol valjda mora vsak šprintati in ti čas na 20. položaju mora še toliko bolj. Zato so, ne vem, tisti, ki derkajo tam mali, pa starejši vejo, da če furaš kakšen kriterij, pa da si či zadnji v grupi, to moraš iz vsakega vinka ven, moraš full gas pošprintati zaradi tega, ne, se pravi, da sem imela parkrat kar tam na koncu, ko sva pa z Mercedom nazaj preklapljala na ta, tukaj v Črnučah, ne, čez Črnuški most. Saj sem vedela, da so potegnili, tam se vedno potegne, ampak jih je bilo pred nama toliko revežev, ko so odpadali, da se nama je taka luknja naredila, da nisva mogla več nazaj. Je bila zadnja 2 v grupi. Ja, ne. Ja, ta zadnja 2 od tistih, ki so že prej odpadala, ne. In sva šopala naprej, no in tam sem jaz pa vrtela 340 vatov, sem imela skoraj minuto. Pa so mi začeli pa padati. A tam, ko smo šli naprej pol? Ne, pa smo jih imela pa spet 340 vatov odzad za tabo. Meni je bilo dobro, ker smo šli mi čist levo. Tam sem pa imela klele gor kozlanje. Mersat je tudi rekel, da si je rekel, ne, to pa ne bom zdržal. Pa je pa rekel, bom zdržal, ker je vedel, da če bo spustil, da bo meni naredil luknjo odzadja, a ne, kad je bil on pred mano. In tam sem pa sam rekla, fuck, ampak mi je bilo dobro, tako, mislim, težko, ampak mi je bilo dobro, tudi pol, čim sem priklopila, mi je takoj puls padel, sem bila takoj v redu, sem takoj vedela, da lahko tudi spet pretegala še enkrat, če jo treba. Sam smo prišli, po Celovški pa smo bili na prvih, no na Dunajski pa smo bili na prvi poziciji spet. Ja, pretegnil si tam pa še Simon pol zraven in smo šli res v zadnjem po levi strani, kada nismo vozili prej 150 kilometrov. Se meni je bilo ta najboljša mi bila, ko smo Pontelija potegnili, ko je že rekel, kdaj že ne vem, v četrtek mislim, da je že povedal, da ima Tamale in da tam hoče biti spredi v grupi in so se jaz pa Simon postavila, so se menjavala od Vodic do kle, ko se gre na Makadam, na tem uvinku, ko se gre na Makadam, sta tam malo začakala in Ponteli, ko smo šli čez most, čez Vodice, tako, jaz ne morem, ne bom mogel, jaz tako, dej, ti sam bejt za mano, ne more, jaz tako, bejt za mano, boš videla, takoj prišla, 2 uvinka so bila že da prve do. Ja, jaz sem pa gledala, sem kao, kva zdaj te imajo tam neki, sem gledala, pa mislila, za kva se gre na pa je Ponteli razložil. Ne, pač to, če se znaš čez skupino prpelat, prideš iz 100. pozicije na prvo pozicijo tako. Ja, sej se da, pa treba je paziti, pa je od enega do drugega, pa prideš, ja. No, ok, my tour, to je to. Nač, greja zdaj še tele profije pokomentirati. Ja, imeli smo kar tale Dauphinejo, a ne, oziroma se to pač kaj ima nov ime zdaj. In če sem ful vesela, ker je zmagal Del Toro,
Na Kolnagotu V5RS, to je Dober, treba to poudariti. sva rekla, da rabijo marketinško, da ga prodajajo, Ja. da se premalo prodaja. Jaz mislim, da je to edini razlog. Ja, glede na to, da je bila večkrat že izjava, smo jo slišali iz prve roke, da je veliko boljši Y za dirke, kakor V5RS, potem predvidevam, da najverjetneje šlo malo za komercialno zadevo, ali pa mogoče res Del Toru bolj odgovarja, saj tudi to je možno, ne, v končni fazi. Jaz mislim, če bi mu res bolj, pa bi že prej vozil. Je pa tudi tako je treba vedeti, da so bile zdaj tudi določene etape, ki je bilo sam gor dol in ti, ki si tam v skupini pa na spustu, po moje ni tako velike razlike, ki bi pa vozil ful velik ravnine, ne, bi pa Ja. mogoče pa Se ne, je bil tudi, celo dirko na petki, ali bo na začetku na Y na unih. ne pa je bil pol na vem, to petki. se ne spomnim, ampak vem, da zdaj na koncu zadnje Zadnje dve dve ali vem, da je tri bil, ja. je bil na V5. Ja. Ampak ja, jaz mislim, v vsakem pogledu za Colnago je to ful dober, mi je všeč, da so to naredili, zdaj je marketinško, ali mu je res dober, pustimo, midva ne bova vedela, jaz lahko sam povem iz prve roke, kar se tiče za šterko, in vsak, ki je vozil šterko, pa gre na Y, se ne usedeš na šterko nikoli več. Tako da iz tekmovalnega vidika jaz mislim, da je pač Y, da je boljši bajk za tekmovalce in nimajo razloga, da bi se kdorkoli spet nazaj na šterko Ja, usedel. tudi glede na to, da so se na Džiru letos tudi ženske vozile na Y, Ja. zdaj le verjetno so one malo dalj časa se prvajale ali kakorkoli, ali so pa pač tudi, ne, jih tudi niso bile prej, no, na Džiru oziroma so začele že malo prej, no, ona je bila na Flandriji, ampak pa so se začele, no, tako da so zdaj tudi Ja, na... pa po moje tudi pri tekmovalcih, sploh pri kakšnih teh, ki so bolj, ko bi rekel, bolj poznani, bolj v vrhu, hoče imeti le kolo, ki je tudi do določene mere teže in pač z Y moraš res ga, po domač povedam, prefukati do amena, da pač prideš ti na neko težo tam 7,2. Na 7,2 težko prideš, če praktično ne daš najlažjih kosov gor, ja, lahko prideš tudi na 6,6, sam moraš zmetati, če bajk, ne vem, 12-15 jurjev, moraš zmetati še dodatno, ne vem, od 5 do 10 jurjev, zato da pač na prideš 6,6 na je že uno skoraj težo. verjetno težko, no, ti so Ja, imeli no, sej, Pogačarjevga pač- tokne, ampak ja, 6,8, 6,5. Pustva, da mu ja. ti menaš akse, da menaš titanium stirtup, da greš pač poln stvari, ki so drage, ki sam že fran. Verižnik zadan, ja, daš Jurija 600 za verižnik, pa imaš 100 gramski verižnik, sam to delo, a ne? Ja. No, Ne. skratka, in jaz mislim, da je tudi to en izmed razlogov, zakaj ga pol tudi ženske mogoče ne vozijo toliko. Pa logično, vati pri ženskah, pa pri moških, pa mogoče brzine. Jaz mislim, da se največ pri Y pozna tam, ko se ti enkrat voziš povprečno 40 plus. In pol so, če so gorske etape, ženske mogoče že nimajo več 40 plus in je pol mogoče V5RS boljš. Ja, čeprav se pravi, zdaj so bile, no. Ja. Na Džiru so bile, No, imela sej, cela ekipa. Skratka, to je bilo meni zanimivo, predvsem pa ena tako, jaz sem šel pol malo računati vate od Del Torota zdaj, ki je vozil, je imel že zelo dobre vate na ta včerajšnji klanc, ta 11 km, ne, je vozil nekaj čez, ne vem, 35 minut, koliko. Je imel 6,66 watt na kilo, kar je tudi že z določenimi cajti od Vingegaarda pa Pogačarja, ampak če gledaš ta najboljši cajti od Vingegaarda pa Pogačarja so pa tam 6,85 do 7,0 rečemo na iste klance in glede na to, kar se govori o Pogačarju letos, jaz mislim, da bo vozil te 40-minutne klance kar 7,0, pa to No, ampak govoriva imel bo pa dobrega pomočnika, dveh ne. tednih. Ja, to definitivno. Tako da, ja, jaz tudi mislim, da bo tudi zanimiv tur, sicer lahko rečem zdaj, da se klele na Dauphineji glih, eden od takih, ki sem ga jaz najbolj v bistvu gledala pa spremljala, je bil Seksas. Ja. Mi verjetno tudi ostalo kolesarski svet. In moram reči, da pač ni se glih izkazal spet za tak fenomen, kakor je mogoče bil od začetka prikazan, ker že v tej predzadnji etapi oziroma
ne vem, pred zadnji, kjer je padel, ampak še eno etapo prej, kjer sta šla z Del Torom, se je dobro videl, da se Del Tora ni mogel utresti. In tudi Del Toro mora reči, da je vse čas zelo dobro zraven zgledu z njemu, ni bil zdaj neki, da bi rekla, da je kjerkoli zelo imel kakšne hude trpljenje zraven s Teksasom. Tako da že tisti dan sem jaz rekla, da tole pa kar težko se ga znebil. Na pol je žal padel, tako da ne moramo vedeti, kako bi se do konca vse skupaj razpletel. Zdaj malo sem šla googlat, pa brskat, pa iskat, kaj je, če je kaj poškodovan, resno pač nekih zlomov ne bi imel. Ima veliko drgnin. Predvsem so pa pač zaznali pri njemu ogromno telesno izčrpanost. Tako da v bistvu nekako ni bil niti sposoben včeraj kaj štartov obračati nobenih vatov in zato je tudi odstopil potem od. Jasno, pri takih udrgninah slabo spiš, slaba regeneracija in je bilo že za pričakovati, da bo težko to odpeljal. Jaz, kot si ti nastrojena proti Teksasu, jaz nisem nastrojena proti njemu, jaz sem pravim, da ni toliko. Top 3 kolesar na svetu. Tako da zdaj ne moreš reči, da se slabo voz. Ja, po lestvici še ni top 3. Okay. Ja. Po vsemu, kar je bilo letos prikazan, je bil edini kolesar, ki poleg Vauta, ki je lahko Pogačarja vsaj mal držal. Se pravi, če gledava tako, je bil en izmed glavnih konkurentov tudi za Tour. Pustimo, a je sposoben 3 tedne dirkati, ne, še ben ne ve, ker pač še ni vozil na tem nivoju. Tako da, oziroma takrat, ko je bil, še ni pač, a je šel že na 3 tedne, se zdaj pa ne. Ne, še ne. No, skratka, in jaz mislim, da pač meni je žal, da je padel, ker to mu bo le mal, mu bo definitivno, ko bi rekel, težilo vse skupaj, plus še to, da je bil koliko 4 minute zadaj, kaj je padel in da so mogli loviti. Tako da svaka čas, da je tudi koliko, ker je odfuril zadnji klanc, potem se pravi, njegov napor je bil dost večji, kukar pa seveda, od vseh, se ga je videl, se je padel dol, dobesedno. In pač tam malo, ne vem, si že midva, če lahko pokomentira, si predstavljaš ti, da si nama sam, da malo pade energija, pač mi, da ne morava več obračati niti približen toliko, kar bi lahko, takrat, veš, ko se ti lahko trudiš cel klanc gor. Ko greš, dihaš globoko, pač greš. Tam malo je to furo, ne vem kaj, 2-3 ure na uni etapi in je prišel na zadnji klanc še vsem, pač jaz ka padel pol, ampak da ti lahko po vsem temu še vsem daš svoj maks, si zaostal, ne vem koliko minuto pa pol je bil zadnji, jaz sam rekel, vsaka čast in če bo tak srce pokazal pol na turu, jaz mislim, da bo zanimiv, še zmer pa ne mislim, da bo kdorkoli bliz Pogačarju, oziroma če bo kdo, bo Vingegaard, pa še tam mislim, da bo Pogačar naredil. Po temu, kar se govori, jaz mislim, da ne bo bliz Vingegaard Pogačarju. Mogoče bo prvi teden, 2, ampak polka pa bo pa... Jaz sem vedno pri teh, sploh pri turu, bolj vedno tako zelo z rezervo vse skupaj, ker nikoli ne veš, kaj te čaka in kaj te ne čaka. In 100 stvari se mora poklopiti, da na koncu zmagaš tur. Tudi če si najboljš pripravljen, vse imaš najboljš, se moraš še druge stvari poklapljati zraven. Si se ne pogovarjava o tem. Tudi če pravim, da se vse ti, da je, ne vem, mogoče bo pa prišel Vingegaard še bolj spreman, kot smo ga videli, da je. Mislim, definitivno to, kar je na Giru pokazal, ima še kakšen procent 2 dodatno, da pač se pravi, Pogačarja smo videli, ker je res dirkal, vemo, da je pripravljen, videli smo ga, da ni nadslabši to sezono, kot je bil prejšnjo. Ne, da je boljši. Še celo boljši je. In zdaj pri Vingegaardu pač ne vemo čisto točno. On je pač ta Giro odpeljal dobro, vemo, da ni imel neke nore konkurence, odpeljal ga je po pričakovanjih, ni napadalec, da bi pričakovali od njega, verjetno bi lahko naredil še večjo razliko časovno, če bi bil bolj karakter, ampak je ni, tako da ne moramo vedeti. Kjer si? Bože mili. Kaj ne drugega rečem, Jaz si predstavljam Tadeja Pogačarja s tako konkurenco, ki je bil Vingard, ne vem, si sploh nam rekla, kakšno razliko predstavljam. Ja, se je bilo na Giru, koliko 12 minut. Sej to hočem povedati, da
Pač Vingegaard je drugačen karakter, no se nam zdaj sam rekel, da je grozen. Se ni grozen, se on nič ni kriv. Drugače pa Klem je bilo tudi všeč, Uno X je spet ful dober dirku. Ja, Uno X je bil zelo dober. Pa tudi Trek, Kukar sta se skel Moze pa Juso, pač res, da na koncu mogoče ni bilo tega rezultata, ampak overall, ja, mislim, če dobita še tako, da bo ta se novta preveč zaletela, ker Juso se je mislim, da je bila petkova etapa, se je malo preveč zaletel, ker drugač bi po moje lahko tudi zmagal. Ne vem, ekipo imajo zelo dobro, tako da overall tudi za Natur. Pa gre ta Inski Elmozi na Juso Natura. Ja, mislim, da gre to oba, da. Sam glede na to, kako sta skle dirkala, jaz mislim, da se vidi, kdo je kapetan, kdo je pa... Ja, na klance, dolge klance je definitivno kle v prednosti Juso. Sama Juso je tudi tako, ne, tako kot si rekel, on se... Že tam sem rekla, ko smo tole gledala z Mercedom, sem rekla, pismo, zakva greš na klanc z veš, koliko je dolg klanc, veš, koliko časa traja, vse veš, danes v današnjih časih, z vsemi številkami, ki jih imaš. Ok, se ja, moraš poskušati, ne? Jaz vem, da moraš poskušati, sam se valjda je videl že po vatih, ki jih je začel voziti, da nekaj ne bo v redu. Ja, jaz se je dobro povedal v intervjuju po tej etapi, je rekel, da se mu izdel prelahko in da je šel in da pol takoj, ko je začel, je pa videl, da je pa pač mogoče malo prehiter. Ja. Si zadal, sam Boga si spredi, se pa ne moreš nič, ne? To je tako, kada kolesar od lanskega leta. Ja, sam je bi ga. Ni to Vingegaard ali pa Pogačar, ki skočta, pa vsi vemo, pa veste, zakaj skočta. Fertike. Ja. Gremo. Ja, no, sej, dobro. Tako da to. Jorgensen me je malo razočaral, sem mislil, da bo boljš odpeljal, pa je včeraj tudi povedal v intervjuju, da je čist pregoril, tako da pol tudi na stopničkah ni bil več. Ja, zdaj neka viroza je razsajala tudi tam po telih ekipah, ne, tale Bahra in Viktorij so kar odstopali en za drugim. Pa mislim tudi iz Jumbo Visme, da so neki odšli. Pač bila je neka viroza, tako da jih je kar zdesetkala in mogoče se tudi Jorgensona kaj lotal, tako da ker je bil res tudi čist bel je bil včeraj, tako da ja, lahko ne. Zdaj, če se tam neki začne dogajati, pol hitro to se lahko prenese na vse. Pa mene je mogoče tako, overall sem bil razočaran še nad Ineosom. Tudi včeraj so dosti bili spredi, pa vlekali, pa na koncu pa ja, odpadali, ka ne vem kaj, tako da ja. Ja, in je se to zdaj že zadnji čas malo bolj šoh. Bili so pa dobri Bora, ne? Bora so pa bili kar tudi v redu. Pa so bili mladi fantje, pa so kar neki so tudi oddelali. Ja. Na koncu so bili drugi, tako da... Ja. Ne, za Boro mislim, da Kukar imajo kao veliko imajo dobrih fantov, ja, fora je, da imajo direkt pod vrhom, nobenega pa ni, veš, tako da bi pa lahko zmagal. Ja. Mislim, imajo te za pobege, pa za tako imajo, ampak da bi pa skupno. Jaz pa tam pa mislim, da jim se je Evenepoel, sam če pride ta Pogačara, pa Vingegaard Evenepoel ne more nič narediti. Tudi Saš, če pride, je ta boljši. Del Toro je po moje tudi boljši od Evenepoela. Tako da, veš, ja, pol je Rogla, ki toliko malo derka letos, da na pol smo že pozabili, da še derka, ne? Ja, da se je tako že neke govorice krožijo, da bo šel v penzijo. Ampak dobro, to pustimo za enkrat drugič, ko bomo kaj več vedeli. Jaz sem si drugače edin še eno stvar, ne, čistko. Bila je še v tem času klasika Kopenhagen Sprint, kjer se je vrnil Luka Mezgac po poškodbi. Sicer ima še vedno, sem potem brala, 1 liter kapacitete enega dela pljuč še vedno zmanjšan, ampak se hoče čim prej vrniti, da bi lahko na Evropskem prvenstvu v Ljubljani tudi zaključil kariero z nekim solidnim rezultatom. Tako da Luka, gremo. Ne vem sicer, kako se je pol odvozil ta šprint, vem pa, da ga je zmagal Jasper Philipsen, to dirko, kjer so bili v bistvu vsi največji šprinterji, tudi Merlier in razen Majlena ni bilo. Tako da je pač tukaj zdaj bil Philipsen tisti, ki je pokazal se malo po dolgem času, njega bomo najbrž na turu gledali. Tako da to. Potem je Giro Next Gen se začel včeraj, lansko je to zmagal Jakob Omerzel Slovenc, se pravi Giro za mlade, letos ga vosta Valjavc in pa Mernik, Slovenca. Valjavc je prezudal, Mernik je pa Prvizmi. Tako da imamo tudi tam spet Slovence, sicer nista glih v vlogi kapetanov, pa da
bi pričakovali, da sta zmagala, ampak je pa že veliko to, da jih imamo. Naslednja stvar je dirka po Sloveniji, se začne ta teden 17. 5 etap. In pa moramo povedati, da voz tudi naš Žiga, Kamun, ki se je mogoče lahko rečemo nekako pohvalimo, tudi malo kalil na naših rundah. In tako da ja, Žiga, tudi tebi želimo ful uspešno dirko in da odvozaš vse etape do konca. Mi te bomo definitivno čakali v Kranjski gori. Pol sem malo gledala, no. Letos je vse nekaj bolj tam na tistem štajerskem koncu. Razen ta 4. etapa kraljevska gre iz Kranja, pa potem Kranjska gora, pa Predil, pa Vršič. Ne? S tem, da oni imajo cilj v Kranjski gori na spustu, mi ga imamo že prej gor. In pa zadnja etapa je mogoče zanimiva z vidika Ljubljančanov za pogledati se, štartajo v Litiji, grejo na Vače, Hrastnik in na Zagorje in nazaj v Litijo in potem na Bogenšperk in proti Novemu mestu. Tako da se jih da mogoče malo na Bogenšperku videti. To je v nedeljo, ne? To je v nedeljo. To bo mogoče šel pogledati s kolesom. Ja, no, tako da ta je taka zanimiva stvar. Ja, kalan sem šel na Vače, sem tam spodaj gledal. Ja, no, to sem pač si malo pogledala, kaj ti vidim. Pa v bistvu je leto zelo okrnjena z ekipami samimi, nekih norih ekip ni. Bora je, ne? Bora je pa Bahrain Victorious z veliko Slovenci. Tam bo Jakob Omrzel kot kapetan. V Bori pa imamo Lipovica, Tratnika in Pelicarija. Tako da pač neka imena so najdel, da se bodo vozili. Vse ostalo so pač te potem manj kontinentalne ekipe, manj znane. Sprav, kle bo Red Bull zmagal? Najverjetneje. Edin mogoče Jakob Omrzel, zakaj pa ne? Ok, kle bo Red Bull zmagal? Dobar. Težko verjamem, da je zanimiva Omrzel stvar, vozil bo tale Modern Adventure Pro Cycling, to je ta ameriška ekipa. Ja. Tako da oni bodo vozili na naši dirki. Tako da bomo tudi videli nekaj novega. Je tudi niso tudi te klasični so. Naši vsi trije so, se pravi Novo mesto, Faktor pa Gusto. Tako da to je to. Pa dirka po Švici štarta. Isto je 5 etap. Gledala sem, da prve 3 so take zelo razgibane, imajo nekje 2000 do 2500 višincev. 4. etapa je kronometer in pa 5. etapa je kraljevska, kjer ima preko 4000 višincev. Tako da ta bo verjetno tista. Nisem pa pogledala kronometer, a je kaj gorski ali raven. Ima 28 km. Mislim pa, da ima 400 višincev, če ima zdaj nekaj v glavi. Tako da verjetno je malo neki. Tam bi bilo še zanimiv. Imena, ki so meni padla v oči, ki bodo na dirki po Švici in so meni zanimiva, so samo Pidcock, Roglič, Carapaz, Van der Poel, Pogačar. Stara imena so še znana imena, tudi neki kolesarji, ampak pač za mene. Krono je ravninski, čist. Čist, no, ja. Dober, pol tam. Sta pa prve 2 etapi, če bi to bilo 5 let nazaj, bi rekel, to bo Roglič pretegnil in ja, bo prišel solo v cilj. Je še Van der Poel voz, pa Pidcock. Ajde, Pidcock je, ja, za Pidcocka isto, sam, ja, jaz mislim, da se prav tale ta prva, če gledava ta zadnji klanc, je sicer sam 1,1 km, sam je povprečje 11,5, to se zaključi 9 km pred ciljem, pač če Pogačar hoče kle skočiti pa narediti selekcijo, lahko temu kilometru naredi toliko, da pride solo v cilj, se pravi že na prvi etapi. Ja, bomo videli, s kakšnim razpoloženjem bo prišel. Ja, je pa res, da je samo 1,1, če bi bil tam 2-3 km, bo takoj drugač. Isto je, se pravi, v 18. To je v 15, 16, ne, četrtek. Četrtek je 3,5 km, pa je 7 postov, pa se malo dol spustijo, pa je 9% 1,4 km, pol je pa 9 km do cilja. Tako da tudi tukaj
pančeri. Jaz se pravim, prve 3 so take, no, gore, ne, dole. ta tretja je bolj, ne, je na začetku, pa je pa zadnjih 60 km ravnine. Aha. Tako da tukaj težko verjamem, da Na povišincih sem gledala, da so približno iste, kar Ja, se tiče sam je vse na višincev. začetku, tako Ampak da- ja, nisem šla toliko gledat profilov, no, pa sem bolj me ta zadnja je bolj taka zanimiva. Tako da ja, jaz mislim, da prve 2, tam se pravi Vanderpool, Pitcock, ta dal ta zihar, ki je probavala, pol imamo pa Klejtak Pogačarja, ki bo vedel. Sej so tudi še druga imena, tudi Tudor Vos, tudi Majo, no, sej so tudi Vizma. Ala Filip pol. Ne, ni Ala Filip. Ni? Ne, ni Ala Filip. Hirši vem, da je, pa ni Ala Filipa. So še, ne, kakšna, vem tudi, da Quintana Vos, ki je spet pri Pa, Movistarju, a ne, ampak dobro, to so, sej pravim. Meni kot taka imena, da mi padajo v uč iz štartne liste, so mi bili pač te. Drugi so, ja, tudi drugi so No, dobri Carapaz kolesarji. tudi voz. Če sem rekla Carapaz. To so, rekla sem še Carapaza, ja. Pitcock, Roglič, Carapaz, Vanderpool, Pogačar. Ja, jaz si tole mislim, da so tako kar povsod, da so te ekipe, ki so kar, ja, že kar fajn sestavljene. No, bomo videli. Navaš še kaj? Jaz bi eno imelo opozorilo, ne vem, če si ti opazil, na socialnih omrežjih se je začel pojavljati ogromno videov, kjer so posnetki iz ceste, iz kolesa sicer, kjer zbijajo kolesarje, to je v tujini. A si porajto te videe? Zbijajo kolesarja, je posnetek, avto zapelje direkt v skupino kolesarjev in jih zbije. Tega je ful, tudi zadnjič je dal odslojen posnetek gor tudi Veso Mandarič, ogromen je tega na socialnih omrežjih in glede na to, da mi je Mirsad rekel, da je zadnjič v četrtek, ko so se pelali na Šmarje-Sapski klanc v četrtkovi rundi, nekdo zapeljal z avtom v njega in spustil šipo, sicer zranjeno mamco vozil in ga začel napizdevati neki Mirsada in pa mu je Mirsad rekel, pust nas primer in je on rekel, kaj ja, te zbijam, ne, in potem je Mirsad rekel, ne, ni me treba in potem se je peljal naprej in je naslednjim spet trobo in naslednjim našim spet težil. Upam, da ne bo to zdaj ratal neka stvar, da bo to zdaj ratal za snemati se po socialnih omrežjih, da zbijaš kolesarje in to snemaš, ker pač ja, žal so ta socialna omrežja tudi taka, da ni vse sam pozitivno pa dober in s tem niso dobra sporočila, če ti take posnetke objavljaš, to pomeni zbite kolesarje, pa itak vam nič navne, ker verjamem, da obstajajo ljudje, ki ne razmišljajo tisti moment, ko zbije kolesarja, da gre pa lahko v zapor zaradi tega oziroma. Tako da mislim, da če se nam bo začel kaj tazga dogajati, bo najbolj, da tazga ven snamamo iz avta in se ga prefuka totalno, ker to ne bo pol naslednjič naredil. Mene je že tako itak malo smešen, ne vem, imamo vsega boga in pol, ki se parkira po kolesarskih, sprehaja, ne vem koga vse po kolesarskih in nuno je pač vse okej. Ko je traktor na cesti, mu tudi tam nič ne teži, pa gre lahko še dosti počasnejš, kot se vozimo kolesarji, pa ko so pa kolesarje v 6 in ko jih moraš dejansko prehteti, tako kot normalno je treba pač prehteti, tudi če imaš avto pred sabo, je pa cel kraval, pa kva ste vi na cesti, ne vem, jaz pač itak ja, ne jaz razumem. se pravim, to je očitno nekaj v ljudeh, to je neka ihta ali neko, ker niso ne, vsi taki, ne, pač, ampak neke izjeme, eden na tok in tok, jaz ne vem kaj o teh ljudeh, to so neka agresija, ne vem kaj in kaj tebe matra, eden tako, da se vtikaš v nekoga na cesti, ki je na kolesu, res ne razumem. In ja, mi se trudimo, tako kot sem že večkrat povedala, da se držimo pri strani, po desni strani, da se vozimo, če je prometnejša cesta, če je več prometa, eden pa po eden, naredimo več skupin, ne vozimo se v štric, če se le da. Trudimo se upoštevati prometne predpise, se po kolesarski progi voziti, se stezi voziti, če je kolesarska steza, ampak ja. Sej tudi mi včasih kaj naredimo narobe, ampak ne pa toliko narobe, da bi nas mogel nekdo potem zbiti zaradi tega na cesti. No. Mislim, ja, pa overall je stvar taka, da se mi zdi, da potencirajo to samo še določeni kanali, ki imajo več uporabnikov in pač ja, jaz sem to slišal že od parih ali na telih, kva je ta
platforma od Instagrama za trecih, ali pa na Instagramu, ali pa na TikToku. Pač ja, gre tam en mojster, ki je, ne vem, fitness trener, pa gre komentirati, se je full fajn, da živite zdravo, da športate, ampak toliko imate pot, zakaj se ne greste ne vem, v gozd voziti, pa nekaj tazga. Pa imaš v gozdu sprehajalce, ki ti uni težijo, zakaj se moraš kle voziti, pa je trajš nekam drgam, pač inkoli ni benmu prav. No. Ja, sej, to... Tako da, ne vem, se mi zdi, da v takih stvarih Ne vem, kaj vidiš pa enega na rolerjih, ki šiba posred ceste, je pa vse ok. Čisto smo res kolesarji neki problematični. Ja, preveč nas je. Roller imaš sam enega na 1000 kolesarjev, če sploh imaš toliko. Kolesarjev je pa, ja. Tako da ne vem, pač, je sploh smiselno v tem govoriti, ker se mi zdi, da imajo sam še večji vesele določeni. Ja, žal je naša površina, je cesta in ne moramo drugač. Ja, dajmo se čuvati, mi kolesarji nekaj narediti. Pa oni, ko so v avtu, tudi da je malo strpnosti, ker... Mislim, sej težava je, kako se gradijo ceste. Če bi bilo to pač narejeno tako, ko se zagre, da ne bi bilo pločnikov, da bi bila cesta sam drugač pofarbana, bi se kolesarji vsi pač vozili tam in bi bilo to. Tako je pa, sej to v tujini imajo dosti boljš narejen, v Sloveniji pač je tako, ko je in ja, moramo biti vsi strpni in ja. Jebi ga, če moraš zdaj ti za 5 sekund se ustaviti, se boš pa za 5 sekund mogel ustaviti in boš upal naprej. Se smo vsi na istem. Tako da, ja, ne razumem, jaz glih, ampak ja. No, to sem hotela, sam to glih, da čuvajmo se, pač vsi. Ja, mislim, če vidite Petro kar tamani, ampak vse ostale če pa vidite, že ta pa ne, ker boste avto pokvarili, ker je to težek, da ga boste razbili. To pa imate takoj... poln kasko, morate imeti, če hočete. Totalka v momentu. Ja, neč, kaj to? Je to, tako da ta vikend spet ni izleta, če vam je dolg čas, pa ne veste, kaj bi počeli, pa bi malo kolesarili, pejte v Kranjsko goro, pridite navijati, zraven bo še dirka po Sloveniji, tam cilj, tako da sigurno se bo dogajalo, lahko greste na Vršiču se lahko navija, tam se lahko vidimo. Tako da to je to, pa bo pa 27. pa nadaljujemo. Evo, sončki, do naslednjič, tale je bil mal daljši spet, Petra je imela dosti povedati, tako da se vidimo. Čau. Čau.